da te še ne pozna cela Slovenija, jaz mislim, da moraš biti gluh. Res. Bravo. Misija Eurovizija pred 13 leti. Nika Zorjan sicer ni bila izbrana za slovensko predstavnico na Euroviziji, je pa po koncu nastopa v oddaji podpisala pogodbo s podjetjem Raj Produkcija, ki ga vodita Aleš in Marjetka Vovk, znana tudi kot duo Maraja. Idemo najprej probati s klavirjem enkrat, a? Nočem se pustiti, ker ne vem, kje si bil, ko bil si mi bistvo. Spor med pevko in njenim zastopnikom, podjetjem Raj Produkcija, je razkril, kakšne pogodbe se sklepajo v zabavni glasbi. Pevka je na podjetje prenesla pravzaprav vse pravice za ustvarjanje glasbe in tudi nastopanje ter promocijo. Podpisala je 2 pogodbi. Prvo menedžersko, s katero sta lastnika podjetja nadzirala njeno kariero v celoti in vsako javno pojavljanje. Kako, kdaj in kje ter s kom bo nastopala. V prvi pogodbi, ki jo je podpisala, je bilo določeno. Osnovni honorar je minimalno 260 evrov bruto na nastop. Nastopi na kompenzacijah z radijskimi postajami ali poslovnimi partnerji so brezplačni. Vse prihodke si po odbitku stroškov podjetje Raj Produkcija in Nika Zorjan delita pol-pol. Odstop od pogodbe samo proti denarnemu nadomestilu v višini 100 000 evrov neto za vsako leto od podpisa do izteka te pogodbe in 6-mesečnim odpovednim rokom. Nobena pogodba ni prijazna, ampak vse moje pogodbe v 20 letih oziroma v 23 letih moje glasbene kariere niso bile niti približno takšne, kot jo je imela Nika. To je zato pravim posebna pogodba. Z drugo založniško pogodbo pa je Zorjanova na podjetje Raj Produkcija prenesla tudi vse svoje materialne in druge avtorske pravice del, ki jih bo sama ustvarila v času sodelovanja. Ko se je Nika Zorjan po 13 letih odločila sodelovanje prekiniti, sta zakonca Vovk kot soavtorja skladb glede na zakon o avtorskih in sorodnih pravicah z njenega YouTube kanala umaknila njene videospote. Ker sem se odločila oditi svojo pot, ker nisem več želela sprejemati pogojev in vrednot, ki jih nisem čutila kot svoje, sta se osebi, ki sta bili dolga leta del mojega ustvarjanja, odločili, da me kaznujeta, da mi odvzameta vse, kar sem zgradila. Zaradi vseh njenih dejanj v zadnjem času, neopravičenih obtožb in nečesa, kar razumeva kot izsiljevanje, sva svoje pesmi želela distancirati od nje, ker taka dejanja ne predstavljajo več naju in najnih vrednot. S predlogom za začasno odredbo sta nato kot avtorja ali soavtorja glasbenih del na sodišču zahtevala, da se dolžnici Niki Zorjan prepove. Javno izvajanje na vseh prireditvah, v živo ali prenašano preko medijev, komercialno izkoriščanje, promocije, oglaševanje, nastopi na javnih in zasebnih dogodkih, reprodukcijo v kakršnikoli obliki. V primeru kakršnekoli kršitve te začasne odredbe se naloži plačilo denarne kazni v višini 10 000 evrov. Pevko pa sta v odredbi opredelila le kot interpreta njunih glasbenih del. To je škodoželjnost najhujše vrste, to ni več spor, to je napad, so se vrstili odzivi glasbenikov, ki so se postavili Niki Zorjan v bran. Gre tle za eno tako moralno vprašanje, ker ti s tem, ko izvajalcu prepoveš izvajati pesmi, ki jih je mogoče izvajal 15, 20, 30, ne vem koliko let, mu dejansko vzameš celotno njegovo kariero, ti njemu vzameš vse. To je osebna izkaznica pevca, izvajalca, glasbenika in če ti to nekdo utiša, je v bistvu na nek način tebe zbrisal. Treba je predvsem ločiti biti pogodbeno vezan, pa biti last nekoga, ne? In mene tu žalosti, ker je tu bilo res tretirano, kot da je Nika last nekoga, ampak ni, zato ker ti ne moreš reči, zdaj pa če ne boš delala pa z mano, jutri pa ne boš obstajala in to se mi zdi totalno moralno pač sporno. Bravo za pogum! Končno je prišel dan za resnico, ki jo pozna veliko ljudi, a smo čakali, da prva spregovoriš ti. Sedaj se bodo usuli okostnjaki iz omare dotičnega para, ki tako preračunljivo igra umazano igro. In to že leta. Ob zahtevi za prekinitev pogodbe o zastopanju je pevka ob pomoči odvetnika poskušala dokazati, da je šlo za znake delovnega razmerja. Zahtevala je izplačilo 134 000 evrov za 3 leta neporavnanih obveznosti do države. Tukaj je bila pač stopnja ekskluzivnosti tako močna in taka stopnja vezanosti na navodila
da je šlo, bom rekel, za podrejeno razmerje in dejansko tudi Nika Zorjan ni mogla delati za nobenega drugega. V poslovnem odnosu je morala pevka vse prihodke deliti na pol, potem ko je podjetje Raj Produkcija, ki je lani imelo več kot 1 milijon evrov prihodkov in skoraj 100 tisoč evrov dobička, že odbilo vse stroške. Produkcije glasbenega materiala, promocije, potni stroški, bivanje, hrana, GSM in drugo. Pogodbeno razmerje pa je šlo tudi do takih skrajnosti. Rej in Marjetka od Nike Zorjan poleg 50% prihodkov zahtevala tudi polovico oblačil in prejetih daril. Ti, ki si mlad, ki si neumen, ki si želen neke popularnosti, ki si želen tega, da se stvari zgodijo, ki si dolg let pač čakal in si hotel, da živiš svoje sanje in ker nisi mogel prodreti v ta medijski svet. Verjetno takrat pač podpišeš tako ali drugače, samo zato, da se ti vse te tvoje sanje začnejo uresničevati. In če ti nekdo pač obljubi neko slavo, pa neke pesmi, pa jaz mislim, da je to popolnoma logično, da takrat pristaneš na vse. To je seznam 29 pesmi, ki jih Nika Zorjan ne bi smela več izvajati. Med njimi je tudi skladba, ki jo je napisala sama. Izvajanje pesmi v živo na koncertih ti nihče ne more prepovedati. Sploh pa ne, ko gre to za tvoje pesmi, ki jih ti izvajaš, ki se ne delaš norca iz njih, ki jih ne blatiš v javnosti, jih ne spravljaš na dno, ampak jih želiš dvigati, jih želiš deliti s publiko. Špela Grčar, odvetnica za avtorske pravice, ki je v pogajanjih zastopala lastnika podjetja Raj Produkcija, pravi, da gre pri tem za njuno moralno pravico. Kolikor se mu zdi, da je neka uporaba za njega moralno neopravičena oziroma da krni njegovo osebnost, ima tudi možnost prepovednega zahtevka v smislu, da se upre neki vrsti uporabe, če to tako močno posega v njegovo osebnost, v njegove moralne upravičenja. Ampak, se pravim, več kot to, v zvezi ne bi pa tega želela aplicirati na konkretno zadevo. Zakonca Vovk in Nika Zorjan so namreč včeraj, dan pred našo oddajo, sklenili poravnavo. Jaz vsebine poravnave ne morem komentirati in je ne smem razkriti. Na podlagi te poravnave pričakujemo, da bodo kmalu ponovno vzpostavljeni in javno dostopni videospoti na platformi YouTube. Gotovo je medijska obravnava zadeve in medijski pritisk, ki dejansko smo ga bili deležni vsi, pripomogel k hitrejši rešitvi zadeve. Moram pa tudi reči, da smo oba dva pooblaščenca bila v zadnjih dneh zelo angažirana, in tudi, bom rekel, pogajanja in usklajevanja so bistveno hitreje potekala v tem tednu kot v prejšnjem tednu. Več o rešitvi spora nista želela povedati. Ne morem komentirati. Jaz tega res ne bi želela komentirati. Ne morem komentirati. Tudi tega žal konkretno ne morem komentirati. V sporu je Niki Zorjan proti podjetju Raj Produkcija svetoval tudi Leo Oblak, nekdanji lastnik največje radijske mreže v državi Infonet, ki je v minulih letih z vplivnima glasbenikoma in podjetnikoma Vovk sicer tesno sodeloval. Njegove radijske postaje so pesmi, ki jih je ustvarilo njuno podjetje, zelo pogosto predvajali. Za kako vplivnega podjetnika na glasbenem področju gre, priča tudi dejstvo, da si številni, s katerimi smo govorili, kljub načelni podpori Niki Zorjan, pred kamero niso upali. Zakonca Vovk na naša vprašanja nista želela odgovarjati, pred oddajo pa sta nam poslala odziv, ki sta ga posnela sama. Upam, da smo s tem pokazali, da se spore da reševati tudi na spoštljiv način, z dialogom in da se da poiskati sporazum in rešitev za obe strani. Upam, da bomo s tem zaustavili val spletnega nasilja, ki ga je ta javna polemika povzročila